V knjižnicah se vsakodnevno zvrsti na stotine obiskovalcev, nekateri le zato, da si izposodijo knjigo, poiščejo informacijo, drugi pridejo brati časopise, elektronsko pošto ali zgolj brskati po spletu. Knjižnice pa so postale tudi kraj kulturnih dogodkov oziroma prireditev. Med obiskovalci se malokrat pa vendar znajdejo tudi gluhi in naglušni. Gre za svet, ki je lahko ravno tako bogat, če se mu znamo vsi tisti, ki ta svet obdajamo, približati. Knjižničarji smo tisti, ki pravzaprav smo varuhi in pripovedovalci zgodb. Svet tišine te zgodbe na drugačen način sprejema in razume. V Združenju slovenskih splošnih knjižnic si prizadevajo, da se knjižničarji naučijo svet tišine prepoznavati, ga razumeti in se naučiti prikazovati oziroma predstavljati zgodbe na način, kot ga svet tišine razume. Prepričana sem, da imamo pravzaprav na obeh straneh probleme, tako knjižničarji kot gluhi in naglušni, ker pač ne znamo prepoznavati in se približati svetovom drug drugemu. Gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, osebe z motnjo v duševnem razvoju. Gre za ranljivejše skupine ljudi, za katere v knjižnicah pripravljajo alternative, ki jim bodo olajšale uporabo storitev. Imamo različne ranljive ciljne skupine. Ene so pač tako ali drugače, bom rekla, daleč od knjižnic in v knjižnice jih je treba povabiti na način, kot ga oni razumejo. Knjižnica, omenili ste slepe in slabovidne. V Sloveniji smo v zadnjih letih pridobili odlično knjižnico za slepe in slabovidne, s katero knjižničarji in splošne knjižnice že intenzivno sodelujemo, si z njimi izmenjujemo knjižnično gradivo, ki naj bi bilo na razpolago v vseh splošnih knjižnicah po Sloveniji. V prestolnici so že pred časom pri ponudbi knjižničnih storitev poskrbeli za slepe in slabovidne. Ti imajo tudi v Kranju svoj kotiček. Vsekakor pa bo potrebno več časa nameniti medsebojnemu spoznavanju obeh svetov, ki bo odprlo vrata knjižnic invalidnim osebam. Knjižničarjem pa pomagalo, da bodo znali v teh primerih ustrezno pristopiti in ustreči vsem željam, danes nekoliko na rob odrinjenim ranljivim skupinam ljudi.